Kamera teče. Glasne razprave o vprašanju prihodnosti kapitalizma, ki jih je nujno nasloviti tudi na ekonomiste, ne zgolj družboslovce, sociologe, politične filozofe in tako naprej, postajajo vedno pogostejše. Tu se razpravljavci sklicujejo na teze, ki jih ponuja Immanuel Wallerstein, skupino sodelavcev, in ta skupina govori o pretresih, ki se utegnejo zgoditi v prihodnjih desetletjih in bo davek plačevala predvsem mlada prihajajoča generacija. Vprašanje o taki prihodnosti kapitalizma postavljajo s primerom eksternalizacije stroškov, ki jih podjetja nalagajo državi, da bi povečala svoj dobiček. In dokler se bodo lahko stroški podružbljali, toliko časa se bo tudi kapitalizem izplačal, pravijo. Zdaj namreč manipulira z delovno silo, ki je prekarna, nefleksibilna, honorarna, dela na projektih in se gre neplačevanje prispevkov v mizernem plačevanju delavcev. Vse se potem pade na državo in pa na humanitarne dejavnosti. No, vse te značilnosti zaznavamo tudi pri nas. Zato vas, profesor Jaklič, sprašujem, kaj kapitalizmu sploh omogoča, da deluje kot kapitalizem, kot sistem. Katere so njegove pomembne predpostavke in kaj so njegovi atributi. Wallerstein namreč pravi, da je ta dominantna značilnost vztrajno iskanje neskončne akumulacije kapitala. Sprašujem vas, ali lahko kapitalizem deluje na tej podlagi v neko neskončnost? Ali se posamezni ekonomski modeli lahko sčasoma tudi iztrošijo? No, najprej bi rekel, da seveda kapitalizem ni enoznačen pojem. Najprej že, če ga v zgodovinski perspektivi pogledamo, nekateri govorijo, med njimi Wallerstein, da seveda govorimo o 400-500 letnem obdobju in seveda o nekem razvoju znotraj tega. Po drugi strani, zdaj, če samo zadnje to obdobje, po drugi svetovni vojni pogledamo, lahko govorimo o nekem globalnem sistemu, globalnem kapitalizmu in pa seveda o kapitalizmu posameznih držav. Vsaka država ima svoj sistem. Kapitalizem na Danskem ni enak kapitalizmu na Švedskem, kaj šele v Franciji ali pa v Braziliji ali kaj podobnega. Se pravi, vedno, ko govorimo o kapitalizmu, govorimo o enem družbenem, tudi političnem kontekstu. Se pravi, dojemanje, kar mogoče včasih zveni strani ekonomistov, kot da je to neka božja roka, trg in tako naprej in na osnovi tega razvoj kapitala kot neka evolucija, neka naravna danost, seveda ni resnična. Ne? Se pravi, vse določamo ljudje tudi preko političnega sistema. In zdaj, če najprej pogledamo ta kapitalizem, katerega še dan živimo, za katerega pravijo nekateri, da je v krizi tam že od 70 let prejšnjega stoletja, ki je bil utemeljen na Bretton Woodu, tam že leta 1944 in potem zaživel po drugi svetovni vojni, ki je na nek način utemeljil tako politično, vojaško, kot seveda tudi gospodarsko hegemonijo ZDA, na nek način še vedno živi, čeprav je na nek način Bretton Woodski sporazum, ta zlata utemeljitev dolarja tam v začetku 70-ih razpadla in tako naprej. ZDA še vedno na nek način uspeva zadrževati ta hegemonizem. Konec koncev skoraj 50% vseh vojaških izdatkov svetovnih prispevajo oziroma potrošijo ZDA, ne? In tudi na drugih področjih še vedno na nek način, ne? ZDA dominirajo, čeprav se stvari tako ali drugače počasi spreminjajo, ne? In seveda vse te spremembe iz nekega bipolarnega sveta, ki se je zgradil, utemeljil tam konec druge svetovne vojne, ne, zahod in vzhod, prehajamo neko multipolarno svetovno, ki seveda povečuje, ne zmanjšuje kompleksnost, povečuje trenja, povečuje tudi to, čemu smo priča danes, naprimer Rusija, Ukrajina in tako naprej. To ni samo neka lokalna zgodba, ne, gre seveda za lokalna trenja, ki pa so utemeljena v teh globalnih bitkah za prevlado. Tako da ta vidik kapitalizma, ne, tako kot je organiziran, utemeljen, ne, in znotraj seveda, kako funkcionirajo posamezna podjetja, vloga multinacionalk in tako naprej, je pred izzivom, definitivno. Ne. Zdaj, a se bo to zgodilo v naslednjih, se pravi, večje spremembe v naslednjih 20 letih ali do konca 21. stoletja in tako naprej,
To bomo še videli, ne? Ampak to je en tak družbeni kontekst, politični kontekst. Drug je seveda tehnološki kontekst. Če gledamo zgodovinsko, tehnologija kljub samo je ena ključnih sil. In tudi, zdaj, če malo kot ekonomist govorim, Robert Solow, Nobelovec je že 60 let nazaj ugotovil in noben ni spremenil kasneje tega mnenja, da naraščajoči dohodki, katerim so priča. In iz teh dohodkov se seveda tudi dodatno lahko akumulira kapital in tako naprej, so posledica ne tega ekstenzivnega ali pa intenzivne akumulacije kapitala, brezmejne akumulacije kapitala, ampak, bom rekel, naraščajočega znanja. Se pravi, on je takrat utemeljil, da seveda kapital kot tak je pomemben, tudi v podporo znanju, ampak ključno za to, da se kapital plemeniti, dolgoročno, saj če že ne kratkoročno, ne, in tega se lahko potem dotakneva ta kratkoročni vidik kapitalizma, ki je problematičen, pa seveda je edina rešitev v tem, da se družbe naučijo biti kreativne, da znajo seveda tudi tehnološka revolucija, organizacijske, človeške spremembe, seveda, da smo soočeni oziroma da znamo upeljati neke vrste napredek. Ne. Zdaj, jaz vem, da mnogi seveda postavljajo pod vprašaj tudi napredek, ki smo ga deležni v tem zadnjem obdobju kapitalizma, pa ne sam, jaz sem se večkrat tako politično omejil na obdobje po letu 45, ne, ampak ta finančni vidik kapitalizma, ne, ki mogoče prej ni bil toliko izrazit, ali pa bi lahko celo rekel, trgi so vedno obstajali, tudi takoj, ko je nastopila menjava, ne, se pravi tudi v neki praskupnosti, so obstajali trgi, neka menjava, obstajal je tudi nek odnos do kapitala oziroma nekega premoženja, ne, ki je bil takrat mogoče enostavnejši, ker zadeve niso bile kompleksnejše, ampak jaz zelo rad v jedro vsake razprave, preden gremo v neke ideološke razprave, kaj je kapitalizem, kaj je socializem in tako naprej, postavim 3 parametre, ki mislim, da so na nek način večni, s katerimi se moramo ljudje ukvarjati, ne, in eno je seveda naravni kapital, zdaj, če iz današnjega vidika gledamo, z naravo se strinjam, zelo slabo ravnamo in seveda smo ogroženi, ker to počnemo dolgoročno, mogoče ne kratkoročno, ne, žal. Poudarek v naših razmišljanjih je vedno kratkoročen, še posebej, ker določeni sebični interesi prevladajo in žal smo zopet v obdobju pretirano kratkoročnega razmišljanja. Se pravi, eno je naravni kapital, drugo je človeški kapital, ne, lahko se tudi pogovarjamo, ampak vemo, da na nek način biti človek niti ni najlažje in da največkrat so problemi ravno v naših odnosih, da si otežujemo življenje, se pravi, tudi tu je marsikaj za narediti. Tretji kapital, za katerega jaz mislim, da pa v Sloveniji že desetletja najslabše skrbimo, je pa ustvarjeni kapital. Lahko rečete temu, ne vem, je to finančna oblika, lahko je to neka premoženjska oblika, vaša hiša, tovarna in tako naprej. In seveda tudi zato je treba zelo skrbeti, verjetno čisto po kmečki logiki, vemo, da če ne bomo skrbeli za orodje, s katerim, ne vem, pridobivamo hrano ali kaj podobnega, če mečkam tako rudimentarno zvenim, potem slej ko prej ne bo niti hrane. Ne? Se pravi, mi moramo zelo skrbeti za premoženje, takšno ali drugačno, ki so ga ustvarili naši predhodniki, ki se ustvarja zdajle, in ki bo neko naše orodje za ta prihodna orodja. Ne? Se pravi, to je nekaj, kar ni vezano za moj okus oziroma moje razmišljanje na socializem, kapitalizem in tako naprej. Kakršnakoli organiziranost družbe mora za te stvari poskrbeti. Ne? In mislim, da je potem lažje o tem razpravljati. Se pravi, kako smo lastniki, kdo skrbi za kapital, na kakšen način skrbimo za kapital, ali je to skrb nikogar, ali je skupna skrb, ali je lahko to skrb posameznika. Nekaj smo se tudi naučili v zgodovini, ne? Se pravi, imeli smo neko obdobje socializma, ne? Jaz večkrat slišam, ja, bomo živeli socializem. Kaj je sploh to? Ne? Tudi ko se mi reče kapitalizem, ne? Mogoče znamo boljše opredeliti, tako kot sem tudi jaz začel, ne? Ampak zopet je vprašanje, kakšen kapitalizem? Kdo je danes kapitalist? Je to tajkun v Rusiji ali po Sloveniji, ki je seveda svoje premoženje, svoj status, položaj zgradil na tem, da ima odlične povezave s politiko, ne, in potem na en tak zelo primitivno, banalen način dominira v družbi. Si želim takih kapitalistov, jih odobravam? Ne. A so nujni v nekem abstraktnem vidiku kapitalizma? Ne, to je pač neka politična odločitev v sposobnost neke družbe. Ne, zdaj, a so mi všeč kapitalisti, ki ustvarjajo, ki iz garaže naredijo ogromno, ne, in podatki, ki sem jih ravno gledal, ne, Fortune je objavil eno podatek za 120 ameriških milijarderjev,
Od tega jih je samo tretjino takih, ki so premoženje podedovali ali pa saj delno podedovali. 2/3 v Ameriki je takih, ki so ga na nek način na novo ustvarili. Ne. Se pravi, a so mi bolj všeč taki, ne? So mi to, da je po drugi strani podatek, da tam 50 največjih pa obvladuje, ne da je v lasti, 50 največjih milijarderjev obvladuje tako rekoč 80% svetovnega kapitala, a se mi zdi to normalno, mi je to všeč? Ne, mi ni, ne? Čeprav je med njimi lahko večina takih, ki so to ustvarjali, ampak vemo, da se ljudje spreminjajo in moč je neke vrste opoj, ne, in možnost izrabe te moči je tudi. Ne. Se pravi, je zopet to, to je pa že bolj vprašanje nekega svetovnega političnega konteksta. In mislim, da je to tisti problem, ne, da na neki transnacionalni ravni je svet zopet v razmerah, da ne uspeva rešiti določenih stvari. Ne. Zdaj, tako malo ekonomistično bom zvenel, vse te pretirane razlike v dohodkih, s katerimi sem tudi jaz začel, so dejansko rešljivi z vidika ekonomista, ne, s primernim obdavčanjem. Seveda, vemo, da vsakič, pa katerikoli davek že skoraj, ne, da država skuša uvesti, je soočena z zelo mobilnimi nosilci, največkrat bogatstva, pa tudi idej kreativnosti. Ne. Se pravi, niso mobilni samo nosilci kapitala, ampak vse bolj tudi najbolj kreativni ljudje, ki zaenkrat še mogoče živijo od svoje plače, ampak želijo biti seveda boljš nagrajeni znotraj konteksta. In ti ljudje so zelo mobilni, ne, se lahko premikajo po celotnem svetu. Ne, in seveda, če ena država uvede visoke davke, je vedno tam še nekje neka davčna oaza in tako naprej, ne, ki je zopet neka čudna zadeva znotraj. Tudi ZDA ima sama pri sebi davčne oaze, Evropska unija ima sama znotraj sebe davčne oaze, kar kaže na neko veliko dvoličnost politike. Ne, zdaj, če me zopet vprašate, je to nujnost kapitalizma? Ne, sploh ne. Kapitalizem lahko funkcionira, če to kinamo. Ne. Zanimivo, ne? Mislim, da se te razprave so bolj pogoste in glasne v razvitih državah, se pravi v samem centru, ne, kjer je kapitalizem v bistvu na nek način najbolj ali pa nastajal v taki obliki, kot recimo poznamo ga iz šol, iz predavanj. Ne? Na obrobje, seveda tudi k nam pa prihajajo te razprave z zamikom, to, ko sva prej govorila, kakšna utegne biti prihodnost. No in prav Wallerstein, ki ste ga prej omenjali, pravi, da je bil liberalizem vedno najradikalnejši na obrobju teh centrov. Kot primer daje tu Evropo, kjer se evropski jug pojmuje kot dvorišča stare Evrope. To so bile pred nekaj leti tudi velike diskusije pri nas, ne, znotraj Evrope. Zato vas sprašujem, če so razmislek o prihodnjem družbeno-ekonomskem razvoju in zdajšnjega ekonomskega ustroja spodbudile tudi študije, kot je denimo študija Thomasa Pikettyja z naslovom Kapital v 21. stoletju. Gre za francoskega ekonomista, ki je res v zavidanja vrednem delu analiziral pojavne enakosti v kapitalističnem tržnem gospodarstvu. V analizi Piketty ugotavlja, da smo v dohodkovni neenakosti spet tam, kjer smo bili v 21. stoletju. Vračamo se pravi v dedni kapitalizem, ključni vzvodi ekonomije pa niso v rokah sposobnih izobraženih posameznikov, ampak družinskih dinastij. Nekaj od tega ste že rekli. Sprašujem pa vas, a vas to preseneča ali potrjuje recimo vaš razmislek, vašo tezo? Poglejte, to vemo. Ne, je za moj okus veliko bolj berljivo knjigo je napisal, mislim, da je bilo to 2011, je šla knjiga Josepha Stiglitza The Cost of Inequality, ki je sicer res bolj fokusirana na ZDA, ampak je zelo povedna tudi za druge, za cel svet. In mnogi, ne samo, bom rekel, intelektualci, tudi tisti največji nosilci kapitala, ne, na nek način ugotavljajo, da je problem kapitalizma, če bomo ostali v neki družbi velikih razlik v dohodku, ker enostavno povpraševanja ne bo. Ne. Obstoj kapitalizma temelji na zadostnem povpraševanju. Vemo, da bogati, ultra bogati, lahko do neke mere pač trošijo, glede na ultra trošijo, ampak še vedno je to premalo, ne, da bi nek kapitalizem tudi oni sami živeli. Ne. Tako da kapitalizem sam po sebi je tu na nek način ogrožen, ne, in tega se mnogi zavedajo. Ne. Piketty res izpostavlja ta vidik rentništva,
Ne? Ampak jaz sem ravno prej začel s tem, da ta vidik rentništva ni pomemben. Ne? Kot sem prej rekel, že Robert Solov je na nek način nakazal, da ta rentniški vidik se slej ko prej nekako izpoje. A veste, zdaj, mogoče tisti, ki je ustvaril pogoje za neko rento, je še nek gospodar. V 2-3 družinah se zelo pogosto, veste, je tudi za premoženje zelo težko skrbeti. Zelo v našem okolju hitro ugotovite, pogledate okoli, vidite ljudi, ki so bili zelo premožni, pa so lahko že jutri zelo revni na nek način. Ne? Tako da to se dogaja. In Piketty tega ni pogledal. Ne? Se pravi, on je gledal to kot maso kapitala, te razdelitve, ne pa zadnji nosilce. In ti nosilci kapitala so zelo različni. Prej sem začel malo nakazovati, kdo vse je kapitalist. Ne? Bom še mogoče malo nadaljeval. A sem kapitalist jaz, ki sem na nek način prisiljen v eni zavarovalnici, tlele, ki so jo država zmislila, vlaga denar noter, ne? V to zavarovalnico in ta potem vlaga v razna podjetja. Ne? Sem na neke vrste kapitalist, sicer zelo mejhan, ne? Ampak se pravi, to, kdo je nosilc kapitala, kdo skrbi za to premoženje, ne? To je en tistih ključnih problemov, zakaj imamo tudi težave. Ne? Ker jaz kljub vsemu trdim, da seveda kapital, taka kakršen je problematičen in zelo pogosto tudi do teh velikih problemov, ne? Ki se kažejo v prezadolženosti, ne bo to država, ne? Kot je zdaj pri nas v našem primeru, ne bo to podjetja, gospodinstv. Hvala Bogu, da saj v tem delu nismo prezadolženi, so pa kje drugje, naprimer Nizozemska je že tak primer in tako naprej, ali pa Danska celo, ne, ker so primarno gospodinstva prezadolžena. Se pravi, vse te stvari se vežejo z vprašanjem neprimernega upravljanja s kapitalom. Pa ne mislim samo z vidika teh, ne vem, menedžerjev, pa nas posameznikov, tudi sistem ni pravilno urejen. Ne? Zdaj, prej smo začeli govoriti o tem finančnem kapitalu, o katerem smo začeli govoriti in se je začel razvijati v 19. stoletju. In nekaj v zadnjih dobrih 100 letih smo mi res izjemen napredek doživeli. Ne? Olstin bi rekel, ne pretiran napredek, ampak, a veste, nobena stvar ni črno-bela. Ne? Jaz večkrat dajem tudi študentom ta primer. Ta finančni napredek, ne? Nekateri to imenujejo tudi privatni keynesianizem. Ne? Se pravi, da ti lahko trošiš, še preden si privrčeval. Je lahko zelo pozitiven. Poglejte si mladega človeka, ki se želi osamosvojiti, ustvariti svojo družino. Verjetno se nas 100% strinja, da je to prava pot. Ne? In zdaj seveda on v svojem, če nima bogatih staršev, zdaj smo pa spet pri tem. Ne? Če ima bogate starše, rentnik bi še to lahko naredil. Ne? Nasprotno, finančni kapitalizem omogoča vsakemu, ki se na nek način uspe pozicionirati, seveda pridobivati neke dohodke, k temu se lahko še vrnemo kasneje, tudi v smislu vprašanja te nezaposlenosti, tehnološke revolucije, v kateri živimo in tako naprej. Ampak rečemo, da imamo opravka z ljudmi, ki so sposobni dobiti službo in dobivati neko plačo, dobijo seveda kredit, lahko 30-letni, ker v 30 letih bojo plačali, ker če tega kredita ne bi bilo, bi morali 30 let nekje hraniti, zato da bi čez 30-40 let kupili stanovanje, ko že mogoče nima pravega smisla, že družina je velika in tako naprej. Ne. Se pravi, in to omogočajo tudi finančne inovacije, ne, to listinjenje. Se pravi, za banko je problem posoditi nekomu za 30 let. Zakaj je problem? Zaradi tega, ker je za njih problem likvidnosti. Jaz zelo redko ima kdo depozit 30-letni. Se pravi, ti moraš imeti aktivo, pasivo, pravimo na nek način ravnoteženo. Ampak ker je pač nastopilo neke vrste, bom rekel, financializacija, listinjenja, se pravi, da si ti lahko neke vrednostne papirje, te svoje terjatve banka do mene na nek način prodala na nekem organiziranem trgu, potem je prihajalo do tako imenovane sekuritizacije listinjenja, prodajale tega in tako naprej. In konec koncev je to zelo pozitivna, po mojem mnenju, inovacija, s katero so še posebej v ZDA živeli tam od 50 let prejšnjega stoletja naprej. Mi tega v resnici nikoli nismo prav dobro poznali. Ampak to je bil en od razlogov, zakaj so dejansko lahko in srednji razred in tako naprej na nek način omogočili, da je bil kreativen, inovativen, samostojen, svojo hrbtenico in tako naprej. Ne? Še posebej je to veljalo tam do 70 let. Ne? Potem, ampak to hočem reči, ne? Da ravno ta inovacija, bom rekel, ne vzrok, ampak povod zadnje krize je ravno kriza na področju teh, bom rekel, listinskih zadev, ne? Ki je v enem momentu pač postala, bom jaz rekel, žrtev pogodnosti, špekulacij in tako naprej. Ne? In seveda so še drugi razlogi zadaj, bolj sistemske narave, v njih se lahko pogovarjamo. Ampak zopet to ni nekaj, kar bi bilo značilno zadnjega stoletja. Znana je ena taka, rekel, kar finančna kriza iz 1600, mislim, da je bilo 32, ko so v 2 dneh na Nizozemskem
te, bom rekel, čebulce za tulipane cena narasla za eno čebulco više, kot je bila vrednost ene hiše, ne? Ker so ljudje pač začeli špekulirati, danes je to gre, na jutr bo to in tako naprej. Ne? In ta, bom rekel, človeška neumnost, pogoltnost, ne? Tudi igralništvo, hazardiranje je na nek način naša lastnost, ne? Od nekdaj. Ne, se pravi, ta adrenalin je v nekaterih ljudeh bolj ali manj, ampak seveda na nas kot družbi je, kako se na to odzovemo. Ne, se pravi, a znamo pravilno regulirati. Ne. Vi ste prej omenili liberalizem. Tudi to je beseda, ki jaz vedno vprašam, kaj pa misliš pod pojmom liberalizem, kaj pa misliš pod pojmom neoliberalizem. Ne. Redko ljudje, ki so najbolj kritični, pa gledajo samo črno-belo na te stvari, sploh ne znajo povedati, kaj je to. Ne. Zdaj, če jaz skušam utemeljiti pojem neoliberalizma nekje, ki je bil utemeljen na tem washingtonskem konsenzu, ne, in bil politično utemeljen predvsem z Reaganom in pa Thatcherjev, ne, in ta ideologija postala na nek način svetovna in imela vpliv tudi na države, kot so Kitajska, Sovjetska zveza in tako naprej takrat. Govorimo o treh zadevah. Eno je privatizacija, zdaj zopet lahko diskutiramo, kaj mislimo pod privatizacija vsega, nekih javnih dobrin ali karkoli, ampak se pravi, moramo govoriti, in tudi družbe so se različno odzvale, ne. Tudi Norveška je marsikaj privatizirala, Danska in tako naprej, ampak vidik privatizacije je izjemno pomembno in je prepuščen na nek način političnemu diskurzu in vprašanjem. Težko reči, da je če imaš samo privatno zdravstvo, se tega nikjer sicer ni, ne, da je to boljše, kot če imaš samo javno ali pa karkoli. Običajno, tudi v šolstvu in tako naprej poznamo neke kombinacije. Vsaka družba pač išče tu znotraj nekaj. Se pravi, privatizacija samo po sebi niti ni tako bogokletno, čeprav se moramo resno o tem pogovoriti na ravni družbe, predvsem v nekem dolgoročnem kontekstu, pa tudi pričakovanj članov družbe. Ne. Se pravi, neke vrednote so verjetno na Danskem drugačne, kot so na ZDA, pa v obe državi sta gospodarsko zelo uspešni. Se pravi, ali v Sloveniji konec. Ja, so možne različne poti in tudi seveda bivanja. Ne. Jaz večkrat rečem, pa sem veliko let preživel tudi v ZDA, jaz tam ne bi živel, se tudi tako odločil. Predvsem zaradi svojega vrednotnega sistema, ki ga pač imam, takšnega kot imam. Ne. Se pravi, eno je privatizacija, drugo je odpiranje medija, ne, bi rekel, v tem smislu tudi pojem liberalizacija uporabljamo. Se pravi, meni je zelo všeč, da te meje, pregrade med nami, med državami, med ljudmi pademo, da trgujemo. Seveda to pomeni, če trgujem zdaj s Kitajsko, z njihovim, tekmujem z njimi nizko cenami, da je to en velik izziv za me. Ne. In zato potem pride tista tretja točka, kjer se pa jaz seveda s tem neoliberalizmom ne strinjam, to je pa deregulacija. Ne. Jaz mislim, ne da rabimo samo to nacionalno regulacijo, ne, ampak rabimo tudi transnacionalno regulacijo. Ne. In seveda tu pa je največji problem kapitalizma, ne, da nismo sposobni, ampak zopet se to veže politike. Ne. Se pravi, mi nismo sposobni, ne, ker tudi vsak kapital, vse je možno omejiti, kot sem rekel, od davkov vse je možno omejiti, zdaj, ker seveda ta kapital, kljub samo ima tudi neko moč, ne, finančno moč, zna tudi kaj podkupiti, tudi politike, tako ali drugače in tako naprej. Seveda smo v nekih, marsikdo me kdaj vpraša, pa kako je možno, Obama je tako napadal, ne, bom rekel, davčne oaze, pa ni v bistvu nič, razen par dimnih bombic je spustil. Ja, seveda, ne, imamo pač nek krog, tu pa res bom rekel rentnikov, ki si seveda tako ali drugače želijo zadržati svoj položaj. Ne. In želim mogoče malo diskutirati tudi v tem delu, ki je meni zelo všeč, se pravi ta kreativni, ne rentniški kapitalizem. A veste, tudi v tem kreativnem, startupovskem, se pravi, ko gledamo, kako nastajajo nova podjetja, ko so nove tehnološke rešitve, še vedno verjamem, da ne glede, da smo tudi s tehnološkim napredkom marsikdaj uničili naše okolje, naravo in tako naprej, da na nek način vidim v tem tehnološkem napredku tudi možnost za rešitev le-tega. In tu je toliko izzivov, ne, tudi na Kitajskem in tako naprej, povezanih z naravo, povezanih z odnosi. Ne. Zdaj malo mogoče že prešakajam tudi na to, da mnenja nekterih, da zdaj smo pa v obdobju, ne, za razliko od ludistov, ki so se takrat v začetku 19. stoletja bali, da pa zdaj pa ne vidi, pa so spregledali, da so nova delovna mesta v industriji in tako naprej. Ne. Nekateri zdaj menijo, da novih delovnih mest pa sploh ni več, ne? Da zdaj bomo imeli pa samo še robote, ki bojo proizvajali robote, humanoidne in tako naprej. Ne? So take diskusije, so zelo znan ekonomist, ne? Jaz želim bolj ekonomiste citirati zdaj, ker sem pač ekonomist, ne? Paul Krugman, ki se je soočil s tem, kam bom rekel, vsaj futurološko, kam ta tretja industrijska revolucija, digitalna industrijska revolucija pelje, je rekel, no, zdaj je pa čas, da postanemo marksisti, ne? Ampak ne marksisti v tistem delu
delo je izkoriščeno, ne, kapital si ga pa prisvaja, ampak marksisti v tistem delu, ko se res vprašamo, kdo pa je lastnik teh robotov, ki proizvajajo robote, se pravi, a je kakšnih znanstveno-fantastičnih filmih vidimo bolj tiste črnoglede scenarije, ne, se pravi neka skupina ljudi, ne, mi smo pa potem v nekih igrah lakote, če hočete, ne, ali kaj podobnega v ozadju, ne, ampak obstaja lahko tudi bolj optimističen scenarij, ne, in nekateri ga tudi omenjajo, da seveda v enem momentu, ko seveda tudi kapital kot tak ne bo več toliko pomemben, ne bo nobenega večjega problema, da država reče, to je pa tako imaginarna zadeva in na nek način razlastnini, še posebej, če bo masa ljudi na drugi strani tista, ki bo toliko razlastnina. Se pravi, ta skupina, ki jo je Wallerstein zbral okrog sebe, ne, in pisal o možnostih razvoja kapitalizma, dopušča te variante, ki ste jih vi omenili, ali negativne, ali pa recimo tudi neke druge, kamor se utegne razviti. Poglejte, dopuščajo, mnenja so zelo različna, jaz bom tudi povedal zdaj svoje mnenje. Vsi pravijo seveda, da ne vejo, kaj se bo zgodilo. Tudi časovno, nekateri govorijo 2040-2050 bo ena taka večja sprememba, nekateri govorijo že 2020 bo večja sprememba, naprimer, to zame bo velika sprememba, dolar ne bo več svetovna valuta, to je nek analitik ameriške centralne banke rekel, ampak to moramo v nekem politično-lobističnem kontekstu take izjave razumeti. Lejte, ne vemo, jaz kdaj, kako, na kakšen način, mislim, da je prav, da o tem diskutiramo, mislim, da premalo diskutiramo o teh dolgoročnih elementih, pretirano kratkoročno, tega tudi znanstvenega diskurza je po mojem mnenju premalo, ali pa celo vse manj bi upotrati, medtem ko izzivi so na nek način dolgoročni. Vse to, kar sem prej, kako bomo ravnali z premoženjem, z naravo, z ljudmi, to je zame zelo, zelo dolgoročno in pri popravljanju raznih stanj, ki niso najbolj rožnata, ne, in pri nekem dolgoročnem vidiku razvoja tega. Ne. Kratkoročno obnašanje, ki smo mu priča zadnja desetletja, ne samo zadnjih 5 let, je res, bom rekel, smrt za nas kot tako. Ne. In zdaj, nas bo pravi čez pamet srečal, ne vem, je pa prav, da so taki diskursi. Zdaj, če jaz povem svoje mnenje, jaz mislim, da nekako ne verjamem v svet, da bojo roboti vse delali namesto nas, ker kaj to pol pomeni? Da je razlog za obstoj ljudi zginil. Ne? Ker po mojem mnenju, pa pustimo evolucija pa vse, ne, je bistvo človeštva napredek. Zato nekako ne morem sprejeti tez, nehimo se razvijati. Ne? Bistvo človeštva je napredek, so spremembe. Nenehno imamo ljudi, kasneje bi se rad vrnil k pojmu individualizma. Imamo ljudi, ki bi želeli izboljšati stanje, ker stanje ni dobro, niso bili všeč, ni bilo všeč življenje ljudem v praskupnosti, ne. Zato so želeli nekaj narediti in potem naprej, ne. Seveda traja precej časa, tudi nam, sem prepričan, da večini ljudi ni všeč svet, v katerem živimo, ne. In želimo narediti nek napredek. Včasih seveda ali pa kar pogosto naredimo več slabega kot dobrega, ampak nekaj imanentnega, kar je v ljudeh, da spreminjamo okolje in da je največkrat želja po dobrem, da marsikdaj nastane slabo, ne, je pač nek postulat, ki ga jaz sprejmem kot tazga. In zdaj, če seveda bi slučajno kdaj prišli v okolje, kjer bojo roboti zavladali, ki bojo pametnejši, jaz mislim, da ni razloga, da obstajamo. In tudi mislim, da je vse to pretiran. Tako da jaz sem prepričan, da za časa mojega življenja takih sprememb ne bomo doživeli. Ne? Da bi tudi ta tretja digitalna industrijska revolucija toliko spremenila tudi okolje, da ne bi imeli kaj početi, ker mnogi ti avtori se sprašujejo, kar naenkrat smo brez služb. A veste, tudi podatki kažejo, ne? Zdaj, zadnjih 5 let, ne, je zaposlenost, če gledamo svet, narasla. Tako absolutno seveda kot relativno, ampak seveda primarno v teh državah, ki se priklapljajo, po eni strani se priklapljajo države, ne samo Kitajska, Indija, vse bolj tudi Afrika in podobne države, se pravi, da vstopajo na nek globalen trg dela, ki ima vpliv seveda na dogajanje, naprimer v zrelih, najbolj razvitih še grupacijah, ekonomijah, kot je tudi Evropska unija in tako naprej. Se pravi, to se dogaja, ampak če pogledam podatke do zadnjih let, zaposlenost absolutno kot relativno narašča. Ne? In zdaj seveda nekje bolj, nekje pa manj, ne? Oziroma nekje celo pada.
Ne? In seveda po drugi strani nekaj, kar premalkrat poudarjajo tudi ti sociologi, je vprašanje demografije. Ne? Zdaj, demografija mogoče zdajle že deluje v državah, kot je Slovenija, Japonska, Nemčija in tako naprej, ne? Ampak v letih 40-50 bo demografska struktura Kitajske, ki je trenutno zelo ugodna, ne? Se pravi največ delovno aktivnih ljudi, malo otrok, malo starejših se bo pomakala navzgor. Ne? Se pravi, nekdo bi rekel, a veste, so tudi avtori, ki pravijo, ne, soočeni bomo s pomankanjem delovne sile. Ne? Zdaj seveda tisto vprašanje, zopet nekdo bi rekel, ampak se ne boš nikoga rabo, ker bo itak roboti delali. Jaz mislim, da bo kar precej, ne? Ker teh izzivov in tudi zdaj, ko gledam mlade, ko delajo znotraj teh postulatov nove digitalne revolucije, izzivov vsegajo ogromno, ne? In največji problem je, ne da nimamo idej, ne? Ki jih, jaz mislim, še 50-100 let ti bom rekel, mehanski računalniki ali pa kdorkoli ne bodo imeli, ne? Idej je ogromno, ne? Večji problem je raven povpraševanja, ne? In to je problem kapitalizma. In zdaj se vračava k tismu, tudi delitvi bogatstva. Ne? Ja, enostavno, jaz bi marsikatero svojo potrebo, ki niti nisem vedel, da jo imam. Veste, jaz, dokler ni bilo pametnih telefonov, psejka nisem pogrešal. Ne? Ampak kar naenkrat zdajle ni več človeka brez pametnega telefona, pa se lahko sprašujemo zopet, je to dobro ali ne. Pač je to neka človeška dinamika, za katero sem jaz tudi preregulative prepričan, da bi jo bilo treba pozorno spremljati in marsikdaj seveda, tudi če se le da na globalni ravni, poseči v kakšne škodljive posledice takih. Ampak vemo, svet je napredoval zelo škodljivimi učinki, tudi jedrske bombe in tako naprej so vmes. Ne? Tako da jaz bi si želel, da ta trenja, ki bodo sledila, bolj civilizirano rešujemo, kot smo jih v preteklosti. Veste? In tudi ta ekonomski vidik organiziranja družb ima določene alternative, ampak še vedno se vračam k temu, če mi rečejo, da je alternativa socializma, kaj pa je to? A je to kar smo živeli nekdaj? Ne? A je to totalna egalitarnost, ne? Ker pač imamo vsi enake želodce? Mogoče je to tista družba, ko bomo vsi ležali, pa bojo roboti delali za nas, ampak jaz za to preprosto ne verjamem. Zakaj? Še eno lastnost človeka bi rad poudaril, ki se jo zelo pogosto tudi kot negativno omenja. Ne? Individualizem. Ne? Zdaj, če v Sloveniji rečete, da je nekdo individualist ali pa da ste poudarjate individualizem, je to kot neke vrste kletvica že. Podobno kot neoliberalizem, za katerega ste v Sloveniji sploh živeli nismo, da se razumemo. Pa se lahko k temu vrnemo. Kakšen tip kapitalizma smo pa v Sloveniji živeli, v primerjavi z danskim in še s kakšnim, ne, ali pa tudi s češkim ali pa ruskim. Ne. Se pravi, ta individualizem, ki ga jaz ne dojemam črno-belo, ne, ali pa je seveda črno-bel, pa ima vmes ogromno nekih odtenkov, zame je pozitivna plat individualizma človek, zdaj grem zopet na te ljudi, ki so nosilci novega, ne, se pravi, ki ustanavljajo nova podjetja, s pomočjo nove tehnologije, s pomočjo novih rešitev, ne, govorim o tej, start-upovski podjemni sceni, ne. Vse študije, ki so bile narejene in o psihološkem profilu in z vidika teh poslovnih zgodb ljudi, pa ne bo to Gates, Jobs, ne vem kdo še vse, vsi so začeli kreirati te zgodbe ne zato, da bi postali milijarderji, ampak zato, ker so bili individualisti, v pozitivnem smislu, ker so želeli vzeti svojo usodo v svoje roke. A se vam zdi to negativno? Se pravi, jaz svoje študente, prevzamem te usodo v svoje roke, ne čakati državo, ne čakati mame. Zame je to pozitivna vrednota. Se pravi, želeli so vzeti usodo v svoje roke, želeli so narediti nek vtis, se pravi, nekaj prispevati drugim. Se pravi, to vrsten individualizem, da nekdo svojo trmo in ne vem še s čim, ne, s svojim sanjaštvom, če hočete, ne, pri katerim je manj možnosti, kot da danes na jackpotu zadane. Ne? Pa je šel v to osebno tveganje. Ne? Zame so to tisti heroji. Ne? Nekdo bi jim pa rekel, da so seveda, ki pa lahko v enem momentu seveda, veste, ljudje se sprimejo, postanejo tudi zelo nadležni, bom rekel. Ne? Tudi se jim zelo pogosto pripopajo ljudje, glejte, če oni delajo neke dolgoročne zgodbe, ne? Se zelo pogosto prpnejo zraven ljudje iz finančnega področja, ki marsikdaj ugotavljajo, da se da razliko, se pravi dobiček, nek veliko bolj kratkoročno narediti z določenimi finančnimi manipulacijami, kot pa z nekim izdelkom ali storitvijo. Seveda, veste, svet je zelo kompleksen in ne bi želel, da izpadem, kot da idealiziram zdaj te start-upovce. Vemo, da je v tej zgodbi ogromno, tudi v Siliciju in tako naprej. Ogromno, bom rekel, nepoštenosti, bi lahko kakšno ogromno je tega, ne? Se pravi, svet ni idealen, ne? In tudi jaz ne bi želel kot idealist izpad znotraj tega, ne? Ampak
Želim si seveda ljudi, ki predvsem ta, bom rekel, ta kreativnost ljudi, ustvarjalnost, ki mislim, da je v nas, pa jo tako ali drugače ubijamo z raznimi principi. Ne? In tisti, ki jo uspejo pelati, ki uspevajo, in teh seveda je relativno malo. In tem moramo na nek način častiti, hkrati bi pa zelo pozorni, da seveda v tistem napuhu, ki se lahko človeku porodi, ko je enkrat uspešen in ko ima veliko denarja, da ne bo škodljiv, ker se, kot rečeno, človek lahko je pri 20 pošten, pa je pri 50 baraba. Lahko celo obratno. Ne? Psihologi so lepo dokazali, da to, kar mi večkrat pravimo, ne vem, jaz sem star 50, da bi zdaj rekel, tak sem, kakršen sem, me ne morete spremeniti. Ne? To je zelo defetistično, to je zelo narobe. Ne? Pri 60 bom drugačen, pri 40 sem prepričan, da sem bil drugačen. Zdaj, kakšen je drugo vprašanje. Ne? Ampak, zdaj, če sem proaktiven, če sem na nek način individualist, če se zavedam odgovornosti, ti individualisti, o katerih jaz govorim, želijo narediti nekaj dobrega za svet. Ne, primarni motiv, vsaj na začetku ali pa kar nekaj časa, dokler jih kaj drugega mogoče tudi ne pokvari, ne, jim ni denar. Ne. Če bi jim bil denar, je boljši na loterijo, kot rečeno. Še nekaj me zanima glede tega, ker ste pač profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. S finančno in gospodarsko krizo je tudi vas, ekonomiste, na vas padel nek madež, ker zadev niste predvideli. In to kljub temu, da v naboru vaše stroke obvladujete algoritme, ki bi vsaj približno lahko sledili nekim napovedim. Za študij na vaši fakulteti sem zasledila oceno enega vaših študentov, da je malo da ne celotna katedra ujeta v neko preživeto neoklasično ekonomiko, ki gleda na ekonomijo skozi abstraktne matematične modele, ki nimajo nobene povezave z realnostjo in ki so nezmožni razlagati stanje do te mere, da niso znali niti predvideti krize, kot sem rekla. No, zdaj zanimivo se pojavlja neko gibanje na pobudo študentov, ki zahteva temeljito prevetritev študija ekonomije. Gre za gibanje, kot je razvidno iz nekega intervjuja, ki želi razbiti obstoječe kurikularne usmeritve in odpreti študij drugih politično-ekonomskih šol, ki so očitno v predavanjih prezrte. Kako zadeva odmeva med vami profesori in sploh pa se glede ekonomije pojavljajo kritike, da je ta se spremenila zgolj v ekonometriko v zadnjih letih, desetletjih? Mogoče, če smem najprej začeti mečkan širše, ne? Tudi ekonomija je del družboslovja. Ne? In prej sva primarno govorila o sociologih, ki tudi ne vejo prav dobro, so mogoče oni zelo bolj poklicani, da govorijo najprej iz neke zgodovinske perspektive. Žal je ekonomija, o tem bom govoril, tam v zadnjih 100 letih to zgodovinsko institucionalno perspektivo na nek način izločila, ker je hotela biti trda znanost, ne? Da bi si bo ja zaslužila Nobelovo nagrado. Ne? In hotela biti zaradi svojega kompleksa še bolj trda, kot je na primer fizika, biologija, kemija in podobne zadeve. Ne? Žal, zaradi tega svojega kompleksa, ampak temu se bom vrnil. Ne? Se pravi, je družboslovna znanost, ki in seveda podobno kot tudi humanistika, ki je pred velikimi izzivi. Ne? In seveda jaz vedno trdim, glede na to, da smo družboslovna znanost, pa že to mogoče se kakšen ekonomist ne bi strinjal. Ne? Dejansko so tudi naše raziskovalne metode morajo biti temu prilagojene. Ne? Ampak metode, a veste, že kvantna fizika, pa zdaj govorimo o fiziki kot neki bolj temeljni znanosti, je na primer ugotovila, da je raziskovalec en pomemben del raziskovanja, da vpliva na subjekt proučevanja in tako naprej. Ne. Mi tega v ekonomiji, pa tudi še v kakšnih družboslovnih znanosti, sploh še nismo dojeli. Jaz pravim, mi smo še vedno v naravi Newtonove fizike. Ne. Žal je tako da se generalno strinjam, da ne samo to, da je ta prevladujoča neoklasična teorija na nek način nerazvita, metodološka, ali pa so bi lahko rekel neprimerna za subjekt proučevanja, ki je družba, ne, ki so ti izzivi. Ampak je tudi bila na nek način zelo monopolno predavana. Ne govorim samo za Slovenijo, seveda za cel svet. Ne. Zdaj, lahko se pogovarjava, zakaj je temu tako. Ne. Po eni strani je privlačna zaradi ideologije te svobode. Ne. Že to prej, sem govoril, ja, jaz verjamem, ljudje želimo biti svobodni, želimo se povezovati, ampak ne želimo biti odvisni od drugih, želimo usodo spet v svoje roke in na nek način ta neoklasična teorija obljublja, govori. Ne. Seveda v praksi, pa tudi v teoriji, ne, je ta stvar zelo vprašljiva, ampak z tega vidika je na nek način privlačna. Privlačna je tudi zato, ker kot teorija, ne, pa ne bom zdaj zahajal v detajle, je na nek način taka zelo simpatična, logična.
Čeprav, ko se poglobiš vanjo, vidiš, da seveda ta njena preprostost je pretirana preprostost, ne? Da je seveda to družbeno okolje veliko bolj kompleksno. Ampak da odgovorim na vaše vprašanje. Prej ste sociologe 4 omenjali, vsi so levičarji po vrednotnem prepričanju, tudi, ker se ukvarjamo z družbeno, tudi ekonomisti, ne? Zakaj se razlikujemo. Tudi mi, nekateri priznamo, nekateri ne priznajo, nas vodijo vrednotna prepričanja in že pri zastavljanju raziskovalnih vprašanj in tako naprej. In edino pošteno je, da to povemo naprej. In ti marsikdaj, sociologi lažje priznajo to, kot pa ekonomisti, ne? Zato, ker imamo to neko ideologijo, ne, moramo biti čim bolj znanstveni, neobremenjeni z vrednotami, z ideologijami in ne vem še s čim. Ne? Žal, to ne gre. In jaz pravim, edino pošteno je, da priznaš, kakšne vrednote te vodijo pri tvojem raziskovanju in tako naprej. Ne? In seveda posledično temu je, da tudi pri stiku študenti ne moramo ene teorije kot vere predavati. Ne? Se pravi, ker če je to ena sama resnica, potem je to na nek način že vera. Zaradi tega, ker in to lahko je jaz sem imel to kot študent, ne da sem študiral pač v tistih starih socialističnih časih in po študiju takrat na ekonomski fakulteti sem bil bolj kot ne zmeden, ne? Ker nisem vedel niti kaj je neoklasika, kaj je točno marksizem, vse se je nekaj prepletalo, vse je bilo na nek način, vse smo slišali, ampak vse je bilo tako zapakirano, da nisem prav dobro vedel, čeprav me je to že takrat zanimalo in sem to za diplomo delal, da bi te, bom rekel, neke teoretične podlage mečkam bolj po predalčku, da vedel, kam kaj sodi. In zakaj sodi tja, kakšna je logika zadnje. Imel sem to srečo, da sem v New Yorku študiral na New School University, ki je taka atipična ameriška ustanova, kjer sem slišal toliko marksizma, pa toliko poglobljenega, pa toliko gorečega, pa bom tudi rekel, kar nikjer drugje, še posebej pa ne v Sloveniji, ker sem slišal toliko, ne vem, neorikardizma, postkenzianizma in tako naprej kot nikjer drugje, in tudi zelo goreče privržence neoklasike. Ne? In pristop te šole je bil, poglejte, to obstaja. Ne? In zdaj seveda na vas bo, kako se boste odzvali, oziroma a boste postali privrženci, a boste postali raziskovalci in tako naprej. In to je bilo zelo težko, za študenta je to zelo težko. Ne, se pravi, da te nekdo pusti v nekem vakumu, ne, in seveda še posebej v času, ko si relativno mlad, ko se težko. Ne. Zdaj, nekateri so postali privrženci, ne, nekateri so malo spremenili svoje tudi delovanje, niso šli v neko, ker morate pa vedeti, da sama ekonomska teorija, ne, pa na kjeremkoli področju, relativno zelo počas napredvala. Ne. Jaz bi rekel, tako v zadnjih 30 letih bistvenih sprememb ni. Ne. Zelo se sofisticira ta neoklasika z raznimi modeli, kjer vrtijo, ne vem, na nekih predpostavkah stvari, ki so tako ali drugače dokazljive ali pa nedokazljive. Tako da bolj kot ne irelevantna raziskovalna vprašanja. In seveda tudi to, kar ste rekli, ne, seveda je bilo težko napovedati te stvari. Ne. Oziroma na nek način vedno lahko rečemo, lejte, se to je logično v tem delovanju, ampak reči, a bo to letos, tudi ekonomist, ki ga danes slovimo kot tistega, ki je napovedal, veste, so malo kontromodalni njegovi kolegi in so šli gledati in so rekli, se je vsako leto tako rekoč napovedal, da bo kriza, ampak enkrat moj paratal. Tako rekoč, težko reči, ne, že pri teh srednjeročnih ciklih, ne, nekateri so živeli v prepričanju, da ciklov ne bo več, ne, da smo zdaj tako naredili s pomočjo te financializacije, da smo tako varen svet naredili, da je vse zavarovan, smo ga pa sam zameglili. Ne? In to je bilo zelo podobno. Poglejte, tisto, kar se je dogajalo pred drugo svetovno vojno, z vsemi temi dolgovi, z vsemi temi finančni, realnimi razmeri, ki so bili porušeni, z vsemi političnimi trenji med državami, ne? Inflacijami in tako naprej, je rezultiralo v en reset. Ne? Se pravi, bilo treba vse podreti. Ne? Dejansko vse podreti in nekje štartati iznova. Ne? Mi smo zdaj v situaciji, ko dejansko nekateri se sicer delajo pametne, ne? Ampak jaz večkrat rečem tudi na tej politični sceni, ali je pilot v letalu, ne? Ali je prav, da imamo samo enega pilota, ne? Bolj ko ne imamo čedalje več letal, ne? A ta letala letijo druga proti drugim, ali letijo kot neka eskadrila, ali kako letimo. Ne? Tako da to obvladovanje sveta, ne? Še posebej v nekem demokratičnem smislu, ki bi si ga zopet ne, kot liberalc, ne, pravi libertanc, jaz bi si želel transparentno politični sistem, transnacionalni, konec koncev smo ljudje, ne, in v tisti fazi, ko nismo potisnjeni v to, da nam dajo puško v roko, smo večinoma čisto normalni, ne, pa dokler nas ideologije ne prežrejo in tako naprej. Ampak nam to enostavno ne gre. Ne. In zato še enkrat pravim, niti nismo ekonomisti zdajle pravi ključ, niti ne za iskanje razloga za krizo, malo bom čudno zvenel, niti za iskanje rešitev iz te krize, ampak je to bolj v domeni drugih družboslovnih, pa tudi še kakšnih drugih tehničnih in tako disciplin. Ne.
Tako da to pričakovanje od ekonomistov, ki smo ga pa sami spodbudili, ne, mi smo rekli, lejte, mi imamo zadnji take modele, ne, to je težka znanost, ne, in zdaj, če pa težka znanost bo pa sigurno držala. Pa ne, se pravi, ta blef, bom kar tako rekel, ne, dejansko, ne, potem je pa tisto razočaranje še toliko večje, ne, in da imajo, ekonomisti, ne, se vi pa i tak pojma nimate, ne. Namesto da bi seveda z eno normalno distanco, mi, tudi do ekonomije, tudi priznali, ne, koliko vemo, koliko ne vemo, ne, se kakšni dobri zdravniki, ne vsi, ne, tudi priznajo, da je njihovo vedenje omejeno, ne, in naše vedenje je definitivno omejeno, ne, in z enim takim diskurzom, pa in pa odprtostjo, ne, jaz seveda vedno priznam, imam tudi določene vrednote, ne, ki se celo, bom rekel, priznam, se spreminjajo, ne, ampak je pošteno reči, iti v diskurs, se pogovarjati, iskati skupne rešitve, tako ali drugače, ne, jaz druge poti ne poznam, poznam, so možne, ne, in mnogi jih predlagajo, ne, se pravi, imeti nekega avtokrata, ki bo, ne vem, ki bo pač hegemonsko, ne, udaril po svetu in naredil red, ne vem, če je to možno, no, predvsem si pa ne želim takšnih rešitev, ne. Profesor Jaklič, vi kot profesor predavate tudi mednarodno ekonomijo, poslovanja, management in organizacijo. Ste strokovnjak, pri nas eden redkih za področje srednjih in pa malih podjetij, torej tistega dela gospodarstva, ki predstavlja večino v naši ekonomiji. Za pospešen gospodarski razvoj ste zadnja leta predlagali in podpirali ustanavljanje zagonskih podjetij oziroma start-upov, kjer inovativni posamezniki ali skupine z izdelki, ki nastajajo na osnovi znanja, prodirajo na trg, ne le domači, ampak tudi mednarodni. Kakšne so prednosti tega in kako se je ta način uveljavil v domači slovenski miselnosti? Poglejte, to smo mogoče desetletja nazaj tako z nekim, ne bom rekel, z nevošljivostjo gledali Silicijevo dolino in podobno, ne, to v tistem času pač. In smo vedno mogoče tudi rekli, to je pač ameriški način dela, ne, tudi tam so velika podjetja, ki so potem ta mala kupovala, financiranje in tako naprej. Ampak moramo vedeti, da Amerika sama je na nek način v to zgodbo teh malih srednjih podjetij, start-upov, kot jim največkrat rečemo, zagrizla tudi z državno podporo. Tam v 50-ih letih, mogoče kdo ne ve, da tam v 50-ih letih, od 54 naprej, mislim, da tja do 70-ih so okrog 24 ali 26 milijard javnega denarja namenili za neke vrste sofinanciranje teh startupov. Vsi so skušali prepuščati to privatni sferi, ampak tu je bilo ogromno javnega denarja. Ravno zdaj prihajam iz ZDA, kjer so mi povedali ljudje, ki delajo tam na področju energetike, da je Obama, mislim, da je bilo leta 2009-2010 namenil preko 35 milijard denarja za energetiko, tako govorimo o tem, kako narediti infrastrukturo in tako naprej za ta plin, ki ga bojo zdaj izvažali v Evropo, se pravi to ekološko sporno z evropskega gledišča vrtanje v škrilovce, ne, in seveda izvažanje v Evropo in seveda tudi ta trenja z ruskim plinom niso nič tako nenavadnega, se je zadeva bolj kompleksna. No, ampak to želim reči, da bom v fokusu vašega vprašanja. Preko 30 milijard od tega so samo za ustanavljanje start-upov na področju energetike namenili 9 milijard javnega denarja, s katerim skušajo dodatno pridobiti oziroma spodbuditi še privatni denar, da gre v to noter. Se pravi, govorimo o nečem, kar se seveda spogleduje z novim, ne. Vse bolj seveda ugotavljamo, da stara podjetja, z izjemami oziroma nekaj takih, zelo težko so dolgoročno, bom rekel, na špici nekih novih odkritij ali pa spreminjanja poslovnih modelov. Večkrat pravimo v strateškem žargonu, težko je z jabolka hruško narediti, ampak danes se hruške jejo največ jabolka, ne. Tako da z tega vidika je ta nov duh izjemno pomemben, ki ni bil značilen, ki ga je naprimer ZDA, pa potem naprimer Izrael, ki se danes reklamira upravičeno kot Startup Nation, tam od 90-ih let prejšnjega stoletja je ta zagon začel graditi. Ni bil prej, ne, a veste, Izrael sam je na nek način lahko v enem delu zelo nazadnjaška država, ne, pa nočem reči, da so to tisti kibuci, pa to nazadnjaška stvar, kam je bo kakšen levičar napadel, ne, da sem proti komunam, ne, ampak imajo zelo veliko pestrost, tudi zelo, rekel, nazadnjaške oblike organiziranja, naprimer, kjer tisti najbolj konzervativni Židi, pač moški ne delajo, se ne izobražujejo, oziroma samo v enem ozkem segmentu, ne v formalnem delu in tako naprej, ne, tako da
veste, so družbe različne in meni je ta raznolikost všeč. In ta raznolikost na nek način v Evropi kot taki manjkala, se pravi, ali pa tudi ta priložnost ni bila dana. Jaz se večkrat študenti s svojimi pogovarjanjem jim rečem, glejte, jaz res, ko sem bil v vaših letih, sem imel štipendijo in me je služba čakala. Služba me je čakala v 3 podjetjih, pa sem se pol sam odločil, naprimer za univerzo. Ne? In v tem smislu je bilo odprto. Ampak svet mi ni bil tako odprt. Tehnologija takrat ni bila taka, ki bi toliko omogočala. Ne? Se pravi, in potem bo prišla do novih delitev bogatstva, če lahko to rečem. Ampak danes imajo mladi dejansko možnost, tudi v Sloveniji, da uspejo s kakšno tako zgodbo, kot je bil Facebook. Ni nobenega razloga, da ne bi uspeli. Prav zdaj imamo najmanj 2 slovenski podjetji, ki sta na tem, da ustanovitelji, kreativci lahko postanejo dolarski ali pa evrski milijarderji, da se razumemo. Ne? Se pravi, to se dogaja. Kaj pa zdaj? Ne? Se pravi, to možnosti mladi imajo. Seveda, niso vsi za to, jaz se čisto strinjam, ne, neke psihometrične študije pravijo, da nekje do 20-30% ljudi v neki naciji je lahko podjetnikov in jaz vam trdim, veliko delam s tujimi, tako študenti kot podjetniki. Slovenci nismo nič manj podjetni. Celo mogoče v kakšnem momentu še bolj. Tudi smo individualisti, čeprav nam kolektivizem na nek način skozi porivajo v glavo, smo individualisti. Ne. Tako da, jaz bi rekel, da to, ne, se pravi, kar je pa še poseben zagon zdaj dobil s to 3. industrijsko revolucijo, ne, ki je sicer začela se tam z računalništvom v 60-ih letih, ampak zdaj živimo v tistem obdobju, kjer je res izjemno veliko možnosti. Jaz to pravim, tudi se na nek način stvari demokratizirajo. Veste, nekdo bo rekel, ne, vemo, da globalisti vedno napadajo tudi multinacionalke. Ne. Multinacionalke so izjemno pod udarom. Ne. Tudi Wall Street in tako naprej govorijo o nekih kvazi monopolih, oligopolih in tako naprej. In hkrati, tle so sami sabo v kontradikcijo, ne, ker so malo antiglobalisti, pravijo, ja, bolj ko so države zaprte, ne, več je možnosti oligopola, kvazi monopola ali pa tajkunstva, če hočete. Ne? Bolj kot je država odprta, manj je tega. Zato je spravim, za nas je rešitev globalizacija, ne antiglobalizacija, ampak koordinirana globalizacija, kolikor se le da. Ne? Pa tudi, če ni še to, kar bi si želeli, vsekakor boljš kot pa zapiranje držav. In seveda ena od možnosti, ko bo prišlo do zapiranja držav, če bo, ne, nekateri od teh avtorjev tudi napovedujejo, da bo, ne vem, evra 2020 ne bo več, da bo Evropa razpadla v prav faktor, je to resni ljudje, pač tudi, ne, tle se kaže, koliko ne vemo, kje smo sploh, ne. Ampak, in je res možno, je tudi kaj tasga, ne, ampak takrat, ne vem, bo to zelo pesimističen scenarij se uresničil, ne. Ampak da se vrnem k tem startupu, ki zame so optimističen, ne, in ga zopet ne, bom rekel, idealiziram, glorificiram, zelo veliko, vam dam lahko kakšen primer, zelo veliko je tudi tam noter parazitizma, bom rekel, zamegljevanja resnice, ne, in podobnih zgodb. Ne, pri nas niti ne to, ker nismo toliko razviti, ampak naprimer v Silicijevi dolini in tako naprej. Ne, to ni neko blagostanje za kreativce, ki lahko kar, če imam idejo, bom pa sigurno uspel ali pa kaj podobnega. Delč od tega. Pridemo v tisto okolje odnosov, moči in podobnega in tam se pač treba znajti in to je pač neko normalno človeško okolje, ki ni vedno tudi pošteno, ne, se mu je pa treba prilagoditi. Zdaj, če grem na ta slovenski vidik, ne, v zadnjih letih izjemno se je zadeva začela razvijati. Še vedno je predvsej v embrionalni fazi in jaz mislim, da ta embrijo, in tudi jaz skušam biti aktiven v to smer, mora čim prej postati odprt mednarodno. Žal nimamo tiste velikosti moči, da bi rekel, kot naprimer ZDA ali pa kakšna večja država, ne, bomo nekje relativno zaprto te embrije spravili ali pa otroke do neke faze. Mi moramo zelo hitro se mednarodno povezati, ne, tako da nek kvaliteten slovenski startup ekosistem bo tisti, ki bo zelo, zelo dobro povezan s svetom. Ne, in tle imamo pa celo lahko neko prednost, ne bom rekel tisto absolutno, ne, pred ZDA oziroma Silicijevo dolino. Silicijevo dolina je na nek način zelo zaprta, zelo odprta je na nek način na une, ki prihajajo, ne glede na to, da je težko dobiti dovoljenje za delo in tako naprej, ampak so relativno odprti. Navzven pa zaprti, ne. Njih niti ne zanimajo izzivi ali pa, bom rekel, problemi 6 milijard ljudi, ne, oni se bolj ne, dobro, nekateri njihovi produkti, Facebook, Apple in tako naprej so globalni, ne, ampak rešujejo neke probleme 20 ali pa 200 milijonov razvitega prebivalstva tega sveta, ampak obstaja 7 milijard ljudi še, ki ima druge potrebe, ne, lahko kakšen primer kasneje dava, ne, in seveda v tem smislu tega odpiranja imajo celo določene težave, ne, in jaz mislim, da ustrezno odprt slovenski ekosistem, ne samo do ZDA, tudi do Japonske, tudi do Afrike in tako naprej. Seveda upoštevajo njegovo moč, mi nikoli ne bomo, ne vem, rekli, zdaj
pa cel svet dere, se niti nimamo kapacitet. Ne. Ampak za eno dinamično okolje, ekosistem, že sam se pove, da dober ekosistem je tisti, ki je zelo dinamičen, ne, ki ima čim več akterjev, ne samo Slovencev, tudi tujcev. Tudi v Sloveniji imamo že podjetnike iz Čila, iz Amerike in tako naprej, ki se jim zdi vredno, ki se jim zdi celo prav tle biti. Kar precej Slovencov mi večkrat pravijo, naši Slovenci uhajajo. Spravim, čim večkrat ne grejo vam, čim več ne jih gre. In moja ambicija je, jaz sem že dolgo malo tak slabšalen prizvok, to je pa profesor, ki pošilja naše mlade v tujino, zato da bomo pač, mi smo v njih vlagali, zdaj jih pa ne bo več. Ne, ti mladi so kot čebele, spravim, mi rabimo čebele za opraševanje. Tudi, če bojo šli v tujino, najprej se bojo naužili nečesa, če moram spravim, kar življenjski stil življenja, se pravi, nenehnega iskanja novega. Tudi, ko bojo in zelo pogosto bojo neuspešni, bojo nenehno iskali novo. Iskali tudi druge lokacije. Upam, da se bojo tudi vračali, da bojo to okolje prepoznavali, kot ne samo oni, tudi tujci, kot okolje, kjer se včasih, kot mi imamo en tak izraz v tej skupnosti, ki ni moj, novi argonauti, ne, se pravi, ki krožijo okoli, prenašajo znanja, prinašajo določene rešitve, poglede. Ne. Jaz večkrat pravim, niti ni mogoče to tehnološko nujno iti v Silicijevo dolino z vidika IKT-ja, ne. Z vidika ustanavljanja podjetij je verjetno veliko bolj, ne. Ampak ta mindset, ne, se pravi to razmišljanje. In mi se moramo to pogledno odprt do tujcev, seveda, da bojo tudi ta mindset sem prihajali, tukaj živeli, ne, ker vsi ne bojo šli v Silicijevo dolino, ne. Kako pa odgovarjate na kritike, recimo naši sindikati so se pred nedavnim obregnili recimo ob to pogojno rečeno euforijo ustanavljanja startupov, češ da gre za nek darvinizem, ne, pri tem. Potem recimo brali smo oziroma poslušali angleškega ekonomista Jamesa Midwaya, ki pravi, da je ta favoriziranje startupov neka retorika neoliberalizma. Ne? Zanimivo tudi, Piketty govori o tem, ko analizira večjo razslojenost družbe, ne? In pravi, da je konkurenca vodilni mehanizem razvoja družbe in poudarjanja uspešnosti mladih garažnih kreativcev. Da to vse skupaj ne gre nekako v prid nekemu razvoju in ideja o podjetniku kot idealnem človeku se širi prav vse družbene pore. Tudi v šole, kjer naj bi se že malčki učili od podjetništva, interiorizirali naj bi logiko družbe, tekmovalnosti in konkurence. In podjetnik je tisti, od katerega se pričakuje, da zmaga, vsi ostali pa seveda izgubljajo pri tem. Ja, lejte, to je, no, ne bom grobno, ampak pogledajte, kdo pa, saj zato je moj ime podjetnik, podjetnik je tisti, ki v svet prinaša nove ideje. Ni nujno to izumitelj, ni nujno to znanstvenik, je v osnovi neke ideje, ne. Veste, ker ideja ni nič, ne. Jaz sem imel v življenju 1000 idej, pač nisem nobene uresničil. Ideje uresničuješ pa na način, da jih drugi priznajo. A veste, v normalno človeških odnosih je drugi mi priznajo mojo vrednost. Ne? In podjetništvo je ravno to, ne? Da doživim priznanje. Tvoja rešitev, tvoj izdelek, tvoja storitev mi olajšuje življenje, jo bom kupil. Ne? Saj v tem sistemu, dokler imamo še denar, tu doživljam priznanje in to je izjemno veliko priznanje. Ne, in seveda se strinjam, niso vsi ljudje taki, zato pa tiste, ki imajo ta pogum in še kaj, to je izjemno težko življenje, to so izjemno velike žrtve, veliko večje kot pri športnikih, verjamete mi, tisti, ki se tega resno lotijo, zaslužijo določeno priznanje, ne pa poniževanje. Ne, jaz bi zdaj to, lejte, jaz precej delam s skandinavskimi sindikati, česa tazga tam ne bi slišal. Ne, to je meni še en dokaz, kako naši sindikati žal še niso razvojni sindikati, ne, žal so še vedno bolj kot ne neke politične skupine, bi jaz rekel, saj tako jih jaz dojemam, ker ne delajo tisto, kar bi morali. Jaz zelo želim imeti močne sindikate. V Skandinaviji imajo zelo močne sindikate. 80% ljudi zaposlenih na Danskem je sindikaliziranih. Pri nas, če jih vprašate, vam niti ne znajo nočejo povedati. Ne. Jaz ocenjujem manj kot 20%. Ne. In seveda na osnovi tega neko ideologijo sejti, ki ne sme biti ideologija. Ne. Zdaj govorimo o tem, kako uveljavljati neke ideje, neko kreativnost. Kaj hoče reči, a so oni proti kreativnosti? Zdaj, vi ste več dilem odprli. Seveda se jaz ne strinjam, da mi v osnovni šoli otroke učimo poslovne načrte in ne vem kaj še vse. Mi jih moramo učiti ustvarjalnosti, kreativnosti. Zdaj, a smo desni, a smo levi, a je kdo proti temu? Ne? Če s tem začnemo. A smo proti ustvarjalnim, kreativnim posameznikom? Ne nazadnje zato, ker le ustvarjalen, kreativen posameznik je tudi primerno zadovoljen. Ne? Ker to nas dela zadovoljne. Lejte, ne rabim razlagati,
katere študije, ne iz mojega ekonomskega konteksta, so vse to že dokazovali. Ne. Ko je človek nezadovoljen, zapada v depresije in ne vem kaj še vse, pa vemo, kaj lahko potem sledi. Se pravi, tle mislim, da se strinjamo, da govorimo o ustvarjalnih, kreativnih posameznikih. Seveda večje vprašanje je, kako to spodbujati pri mladih. Ne. In kot rečeno, v osnovni šoli jaz ne bi otroke spustil podjetja ustanavljati. Ne. Je pa nekaj, kar jaz mislim, da je že zelo pomembno, je, da bi tam v 7., 8. razredu jih že spustil nekaj, da bi rekel, pejte poskušati neko svoj izdelek prodati. Ker mislim, da je to zelo pomembno. Da človek, ker imamo kot, še posebej v Sloveniji, kot neke vrste strah, če jaz hočem nekomu nekaj prodati, ne, kot da je to slabšalno. In otroci, in to v Ameriki vzgajajo, to imajo v njihovih, pa gremo lahko kaj pri nas predmet, bom rekel, domovinska vzgoja, kaj je pri njih predmet domovinska vzgoja. Ne da glorificiram ameriško družbo, izjemno kritičen, kot sem rekel, raj tukaj živim. Ne. Ampak ta predmet je tam veliko bolj postavljen, ne, in zato je to tudi bolj kreativna družba, pa saj dober, ima težave z delitvijo bogatstva, ampak je veliko bolj razvita in tudi dinamična kot Slovenija, pa še marsikatera druga družba. Ne. Se pravi, jaz bi otroke že takrat na nek način, primerno otrokom, seveda poslovna cesto oziroma nekaj poskušati prodati v en tak milje, da ne bojo seveda ogroženi, da se razumemo. Ne. In potem nadaljeval počasi. Jaz imam včasih občutek, da mi bolj kot ne v nekih filozofskih, tudi na ekonomskih fakultetah, zelo zaprto držimo ljudi v nekem imaginarnem svetu, ne? Potem pa pridajo v kruto realnost, ko jim pa reče podjetnik ali pa menedžer, kdorkoli, na cesto prodajati. In je šokiran. Ni pripravljen na realnost. In to, kar je problem našega, ne samo izobraževalnega vzgojnega sistema, mi ne pripravljamo naše mlade na realnost tega sveta, ki ni lahka. Ne? Se pravi, kar v nekih vadkah in pol, ko vidimo to, pa od starši imamo kaj denarja ali kaj, in jih, namesto da bi jih spodbujali v reševanje teh izzivov, ki ne bi jih mi razumeli, ki jih bojo oni morali reševati, ne, naslednjih 30, 40, 50 in več let, ne jaz, ne. Namesto da bi jih na to pripravljali na nek način, da se jih mi zavedamo, saj do neke mere, kaj bo sledilo. Pa ne, oziroma če celo ideološko, ne, a veste, pri nas prav, so nam socialno državo vzeli, ne, lejte, realno gledano, treba je nekaj ustvariti, lejte, to čisto fizično, če grem nazaj, ne, pa sem socialen, sem kmet, ustvaril sem kilo kruha, ne, je kmet, ni ustvaril nič, ok, sem lahko solidaren do neke mere, ne, ampak samo, če imam jaz samo za sebe, jaz mu ne morem kaj dosti dati, če nimam pogojev, jaz mu ne morem dati, če si on prisvojil celo, bom rekel, družbo ali pa fizično polje, meni je dal pa samo toliko, da naredim kruha za svoje otroke, jaz mu ne morem dati. Ne? Se pravi, to, da kar nekje raste blagostanje, ne? In da ni treba kreirati, ne? In da ni treba doživljati, a veste, na drugi strani, ko gre pa za denar, ne, s katerim bi oni trošili, ja pa dejte ga, ne, ampak, a veste, svet lahko do neke mere na tem dolgu, in jaz sem tudi govoril, ne, seveda, da ta dolg na nek način je celo dan, ampak če v nekem daljšem obdobju ne sledi neka realna sposobnost realnega gospodarstva, ne, da res odplačuješ dolg, ali pa jaz, ne, če sem si zadolžil, jaz moram odplačati dolg, ne, tako države, in če te sposobnosti ni več, je tako drugače kriza, ne. In težka in nekaj podobnega doživljamo zdaj. Tako da to so čist, ne stvar kapitalizma, ampak normalnih odnosov med ljudmi. Zato sem šel v tisto praskupnostno, ne naredimo kruh ali pa kaj podobnega. In teh osnovnih čist kmečkih parametrov se mi zdi, ljudje ne razumejo. Kaj ne dam? Ne, sej, a veste, jaz bi tudi lahko samo svoje hobije se šel v življenju, dej mi, ne, da bom lahko živel. Ne. Nočem pa, seveda, en kup stvari je urejenih v odnosih, veste, tudi trgi, ne, zdaj jaz zagovarjam trge, tako kot jih malo zdaj razume, tudi med neoklasiki, ne, da je to pač ponudba, povpraševanje, denar in tako naprej. Vsak trg je družbeno razmerje, je družbena kreacija, se pravi, neke vrste dogovor. Veste, tudi kultura, če rečemo, kultura v Sloveniji ne more živeti na princip samo stopnina, ne vem česa še vse. Ja, tako je, družben dogovor, jaz nimam nobenih težav v prerazdeljevanju javnega denarja, ne. Če vidimo nek racijo zadnji, tudi nisem tisti ekonomist, ki so včasih naši bili nekateri neoklasiki, bomo zračunali to eksternalijo, ki jo ima, se pravi, vpliv kulture na ne vem, ekonomijo, na družbo. Zame je to konec koncev neumnost, ne, ker najprej niti ne moramo tega zračunati. Tisti, ki bo to zračunal, pa takoj dobi Nobelovo nagrado. Ne. Ampak v enem kulturnem dialogu pa mislim, da ljudje postavljamo pravila. Ne. In tudi iščemo te rentnike. Veste, prej ste vi naslovili rentnike po Pikettyju samo z naslova nosilcev kapitala. Ja, res je. In ti so najbolj vpijoči. In kup ljudi je rentnikov.
A veste, a imate kdaj občutek tudi pri vas v službi, da eni delajo, eni pa ne delajo in tisti, ki ne delajo, dobijo isto plačo, kot vi se vam zdijo rentniki, meni se zdijo rentniki, neupravičeni. Ne? Čeprav govorimo v tistem kontekstu, kjer jaz živim, ne? In tam je največkrat najbolj boli. Ne? Tako moramo pač razmišljati v tem smislu. Ne? No, ko sva preigravala ekonomijo, tako tudi z vidika različnega pojmovanja vas, profesorjev, bom rekla, ne? Me zanima naslednje še. Ko je v javnem govoru ali pa v političnem govoru ali pa v ekonomisti in gospodarstveniki pri nas govor o gospodarstvu, se kot stalnica v vseh vladah in tudi v tejle pojavlja govor pomoči države. Pozablja oziroma kar spregleduje ali pa zamolči se dejstvo, da je v zadnjih 10 letih Slovenija v gospodarstvo dala kar veliko denarja. In sicer v upanju, da se bo razvijalo na nek avtonomen način. Mislim, da je šlo skoraj 1 milijardo evrov na leto v minulih letih v ta budžet. Tako so se gospodarstvu manjšali socialni in pokojninski prispevki za invalidsko in pa pokojninsko zavarovanje, nižali so se davki na dobiček, delila so se nepovratna sredstva, subvencije in tako naprej. Ampak, kot kaže, se je to zgodilo vse brez učinka. Po nekaterih izračunih Ekonomskega inštituta Pravne fakultete je večji del pomoči šel v povišanje plač in to tudi menedžerjem, ne zgolj delavcem, ne pa v investicije in pa v razvoj, o čemer ste vi govorili prej, da je seveda razvoj nekaj gibalo. Zdaj zaznavamo ocene oziroma kritike, da se je to zgodilo zaradi neznanja, nesposobnosti tudi menedžerskih vodstvenih struktur. Konec koncev, profesor Jaklič, ste profesor, ki izobražujete tudi to vodstveno strukturo. Kako kot ekonomist gledate na te zadeve, tudi z vidika primerjav drugih uspešnih ekonomij? Ja, že prej malo tudi Slovenija ima svoj tip, rečemo mu kapitalizma oziroma družbene ureditve. In ta je žal prerazdelitven, neustvarjalen. In ta prerazdelitven sistem, jaz sem o tem dosti pisal, ne, in bova, ki bomo prišla, se pravi, opisovanje socialističnega dela, ne, ker so, zdaj ne bom predolg, ne, ker nimamo toliko časa, ne, ker so podjetja, govorim za socializem, dejansko bila neke vrste orodje za, bom rekel, prilaščanje, nekateri več, nekateri manj. Management si je lahko več prilastil, pa vam lahko en kup primerov, mi smo delali analize s tistimi menedžeri, ki so takrat, se pravi, intervjuje in tako naprej, ne, pa s tujimi menedžeri, ki so z našimi delali. Se pravi, ta vidik je bil objavljen, lepo pojasnen in tudi potrjen na nek način, ne, strani akterjev, ki so takrat delovali, ne. Se pravi, koliko si prilastiti, ne, tisti, ki so bili bolj pri koritu, so več, kakšen delavc je spodaj videl, oni gor za njega dogovorno kradajo, bom pa še jaz kladu vzel, zato da bom pol popoldne lažje fušal in tako naprej, ne, ker na nek način je bilo vse, dokler je bilo enih in je bilo v nekih takih mejah, ker pa ni bilo pa fino, da bi podjetje propadlo. Ne. Sicer so bili določeni varnostni okviri vedno zadnji, ne nazadnje je bila to tiskarna v Topčideru, ki je potem preko bank, ne, tudi ko je bilo podjetje neučinkovito, neuspešno in tako naprej, vedno neke vrste denar prihajal, neke vrste relativno zaprta ekonomija, ne črno-bela, v določenem delu uspešna, ampak vse skupaj pa neuspešna. Ne. Tako po standardu življenja, sej smo bili veliko bolj egalitarni in tako naprej, vedno je nekdo za nas poskrbel in podobno, ampak v tem razvojnem smislu je bilo celo zadnjih 20 let trdim, pa številke dokazujejo bolj uspešni kot pa prej v socializmu. Čeprav imajo ljudje lahko občutek, da so takrat tako nasplošno, ampak vedno, ne, tudi to so psihometrične študije, mi glorificiramo preteklost takrat, ko pa nismo imeli banan, pomaranč, pa ko smo imeli par, pa ko nismo mogli to trst, kadar bi hoteli, pa deviz ni bilo in tega, to pozabljamo, ne, glorificiramo pa pač seveda tiste lepe trenutke, ko smo vsi sindikalno hodili na morje in ne vem kaj še vse, ne. No, ampak tistega je tako ali drugače bilo konec, v veliki meri zaradi seveda, ne izključno zaradi ekonomske neuspešnosti. Zdaj seveda, če so takrat podjetja, in to je zanimivo, ko kakšen menedžer tudi prizna, ki je takrat in zdaj delal, je bilo treba tisto kravo, ki smo jo sicer vsi molzali, ne, crkant pa ni smela, veste, ker če bi crkana, potem bi partija ti menedžerje nagnala, ali pa že ljudje sami, ker neka kontrola, nek nadzor je bil, jaz zelo trdim, da je bil bolj razširjen nadzor takrat nad menedžerji, kot pa v tej tranzicijskem obdobju, ne, z leti, ne, in to je nekaj. Ampak dejstvo je, da mi
za kapital nismo, za lastnino nismo dobro skrbeli. Mi smo sam kravo izčrpali in ta krava je bila čedalje bolj suha. Veste, krava pa, jo pa ne moš balkane izčrpati, če sem zelo plastičen v tem smislu. In na nek način je bilo potem pričakovanje, da z vstopom v neko kapitalistično pa saj tranzicijo bomo pa počasi vzpostavili en sistem, kjer bomo za to premoženje bolj skrbeli. Se pravi, da bomo dobili neke lastnike, da bomo dobili lastnike, ki bodo dolgoročni. Veste, tudi v svetu, tudi v Ameriki in tako naprej imate neke bolj kratkoročne, dolgoročne. Jaz se spomnim Štiglica, ko je enkrat rekel, je delo primerjavo med Veliko Britanijo pa Nemčijo zdaj v času krize. Rekel, lejte, Nemčiji gre boljše zato, ker ima več ali pa primarno dolgoročno usmerjenih lastnikov, ne? Zato ta njihova Mittelstand podjetja in tako naprej, z vsemi krizami, nasledstvom in tako naprej, ampak njihovo lastništvo ali pa tudi vloga bank v podjetji in tako naprej. Njihova podjetja so veliko bolj dolgoročno, strateško usmerjena, kot pa naša kratkoročno, s pretiranim nekim finančnim nadzorom samo in tako naprej. Ne? To je bil njegov odgovor, ampak zdaj v detajle ne moramo iti. Ne? Se pravi, mi bi si želeli, ne, da bi prišli do nekih dolgoročnih nosilcev lastnine, kapitala, ki bi res skrbeli v tem smislu za podjetje. Ampak kaj smo dosegali je, še bolj se je zmanjšal nadzor, še bolj so se dejansko tudi s pomočjo politike in tako naprej so se te pijavke ugnezle, ki so, zdaj ne želim posploševati, ne, ampak v veliki meri, kjer so videli podjetja samo kot orodje za svoje kratkoročno bogatenje. In ti menedžeri so se v enem momentu, v zadnjih 10-15 let, bi jaz rekel, trgali sketne. Ker en določen del so jih še zaposleni, ali pa bom rekel, tle lahko pridejo spet na vlogo oziroma ne vlogo sindikatov, ki bi jo mogli odigrati, pa jo niso. Ne? Pa ne, da jih jaz to krivim, ampak včasih, ko oni napadejo, vse so drugi krivi. Ja, dopustili smo jim. Potem bom šel pa še na to, kje sem jaz kriv kot profesor. Ne? Se pravi, vsi se moramo, a veste, ko doživljamo neko katarzo. Jaz mislim, da je prav, da se vsi vprašamo, kako smo zraven sodelovali. Ali z molkom, že to je zločin, ne? Ali z nedejavnostjo, ali z neznanjem, ali s čimarkoli. Ampak vsak od nas se mora, vi novinarji, jaz se moram vprašati, ne, kako sem bil tih, kako so me plačali za to, da sem tako govoril, ali pa kaj podobnega. Ne. In mislim, da te refleksije v tej slovenski družbi nimamo še in dokler jo v resnici ne bomo imeli, ker še vedno, ne, tako kot jaz pravim za svet, sem razočaran, ker bi moral po tej krizi, ki se je zgodila 2007-2008, resno, bom rekel, drugače regulirati globalni finančni sistem in se ni nič zgodilo še naprej isto in bomo zelo hitro spet imeli enake težave. In to države, naš javni denar uporabljajo za to, da to podpirajo, je podobno pri nas. Ne? Se pravi, mi se s to zgodbo nismo soočali na pravi način. Mi pravih, a veste, to govorijo, ta reforma, ona reforma, to so vse zelo, zelo kozmetične reforme. Ne? Mi se moramo res v biti veliko bolj temeljito sami vase zazreti in pogledati, kje in kako smo. Ker vidim, da so vzorci delovanja še vedno isti. In zdaj, en del teh vzorcev delovanja, zdaj, če se naveževa na menedžerje in to vrstno elito, zelo pogosto s politiko tudi navezano, ali pa ne nujno s politiko. Veste, državne banke so pri nas izjemno velik problem. Zato mi reče, ti bi privatiziral banke, ne, in jih dal, ne vem, nemški državni banki, Deutsche Bank, ne, tam je isto državna banka, pa oni so pametni, pa pogled, koliko so razviti. Pri nas je situacija drugačna. Pri nas je, pa zdaj nimam časa, edina rešitev, in to nenehno ponavljam, ne slaba banka, se vidi, štala čista. Jaz sem prav slabe volje, pa se ljudje ne zavedajo, koliko denarja bomo dali v to, koliko niže plače bomo za to imeli, koliko slabo bojo naši otroci živeli zaradi tega, pa odhajali v tujino. Ne? Zato, kar se zdaj dogaja, nismo še prekinali teh zgodb in napačnih modelov. Zato, ker enostavno ne gremo v tisto pravo globino diskurza. Saj ne trdim, da vam jaz prav, ne, vedno. Ampak te globine diskurza sploh ne odpremo. Celo ne znotraj med ekonomisti, ne? Ali pa bom rekel na neki taki ravni. Niti ne na politični, niti ne na širši, na primeren način. Ne? Tako da, lejte, če zdaj gledamo, ne, ta slovenski tip kapitalizma, jaz mu pravim predatorski, plenilski, kukar hočete že, ne. Se pravi, ker ni bil interes podjetja, lejte, interes premoženje, ki ga plemenitam. Jaz večkrat dam ta primer, pogledajte, če sem jaz zdaj podedoval kmetijo in če sem jo uničil, ali sem, ne vem, pil, ali sem gambljal, ali sem karkoli, in sem potem svojim otrokom predal nič ali pa čist zavoženo kmetijo. A sem bil odgovoren? Ne, nisem bil odgovoren. Ne? Nisem naredil do tistega osnovnega človeškega poslanstva, ki bi ga mogel, se pravi, skrbeti za premoženje, ki sem ga dobil, ali pa to mogoče sam ustvaril. Tudi če sem ga sam ustvaril, je moja odgovornost, da skrbim za to premoženje. In ga potem v pravem času nek način predam naprej, kasneje se lahko vrneva k tem davkom na dediščine, tudi če hočete ali karkoli že. Ne? Ampak tega vidika, te kulture, a veste,
Jaz pravim temu, da je to prav kultura skrbeti za kapital. Večkrat dam primer Nemčije, Avstrije, ki so v tem pogledu zelo uspešne. Kako Avstrijci dolgoročno, kako so turizem so zelo uspešni, na primer Avstrijci, kako gradijo nosilce kapitala, kako so s kmetov zgradili hotelirje, na kakšen način so jim pomagali na pravi način, ne tako, kot ste vi preomenjali nam, ne, zato da je šel ta denar največkrat na račune v tujine za osebno potrošnjo tudi, da se razumemo, ne samo v tujino. Tudi za pokojnine. Ne, veste to, lejte, Mercator takrat se je zelo drago prodal, šlo v pokojnine, lejte. Ne. Se pravi, nekaj, kar mi na nek način nismo zaslužili, še posebej ne z tega vidika, če bi resno delali s tem premoženjem, da želimo s tem premoženjem nekaj narediti. Ne. In enostavno teh nosilcev, ali pa tudi nismo resno pristopili k tej kulturi kapitala. Če vam dam samo en primer iz Nemčije. V Nemčiji imajo en velik del podjetij, ki je v tej družinski lasti, pravim, ta srednje velika Mittelstand podjetja. In ta podjetja imajo veliko težav, tako kot marsikaj pri nas, vidite, naprimer, eno bom omenil, nasledstvo. Ne? Zelo pogosto pridejo pol otroci, ki niso sposobni tako kot starši in tako naprej. Kaj delajo Nemci? Ne prepustijo to kar tako, ne? Njim ni tako, ali pa pri nas našega župana slište, saj če je šel nek privatni v stečaj zaradi stožic, to ni moj problem, ne? Še kako je naš problem, ne? Zdaj, ko moramo to plačevati. Ne? Ampak v Nemčiji je, bom rekel, ideologija drugačna. Če gre privatno podjetje v stečaj, ne, sosedovo, jaz mu ne prvošam. Zakaj? Zato, ker vem, da mi je to tudi plačal, ne? Ker ne nazadnje, on bo šel na socialo, ne? V evropskih razmerah, nezaposleni ljudje, ne bo take ali drugačne aktivnosti, prej je prispeval, zdaj hoče dobivati od mene. Ne? Se pravi, meni je v zelo velikem interesu, da je on dober gospodar. In v Nemčiji imajo 9 inštitutov, ki so plačani z javnim denarjem, da se samo s problemi Mittelstand podjetja ukvarjajo. Proaktivno, da pristopijo k menedžerju oziroma lastniku podjetja, pa mu rečejo, lejte, vam se približuje nasledstveno problem, vprašanje, imamo ta seminar, imamo te medijacije, imamo to. Želijo delati proaktivno. Zato jaz pravim, pametne družbe s kapitalom proaktivno ravnajo, ker vejo, da je to izjemno velik problem. Veste, tudi osebno, koliko naredimo napak, ne? Koliko lahko zavozimo podjetje in tako naprej. In je prav, da je čim manj tega, ne veliko, čim manj, ker imamo pol družbene posledice, ki so veliko dražene. Ampak pametne družbe, govorim zdaj v Nemčiji, skandinavskih državah, Avstriji in tako naprej, tu delajo sistematično. Ne? Mi smo imeli dodaten problem, ne? Ker to kulturo lastništva, kar smo mogoče še imeli pred drugo svetovno vojno, ne? Smo v veliki meri izgubili v teh desetletjih socializma, kakor imamo vse. Ne? Zdaj na novje pa nismo začeli pravilno postavljati, ampak so ti neprimerni posamezniki, bi jaz rekel, posplošujem, ni vse tako črno, ne? Dejansko dobili v roke relativno zelo nekontrolirano, ker kontrola je popuščala. Najprej smo še dobili neko možnost, so bila, ne vem, neka delavsko solastništvo in tako naprej, ampak tudi delavci, jaz vam lahko en kup primerov dam, ko so se delavci ali pa saj nekateri njihovi predstavniki spajdašali z menedžmentom za kratkoročno črpanje iz podjetij. A veste, to, kar jaz sem v tem pisal. Zdaj, če grem še na svojo odgovornost. Jaz sem na kaj pisal, marsikaj želel svojo metodologijo, ki mislim, da mora biti drugačna kot neoklasična. Jaz nisem neoklasičen ekonomist, sem institucionalni ekonomist, sem skušal kaj predvideti. Ampak vam moram reči, da sem šokiran. Jaz, na primer, sem živel v veri, da v Ljubljani se marsikaj barbija bo lahko zgodila, ker se manj poznamo. Ampak da v neki dolini, kjer imajo eno podjetje, kjer se vsi poznajo, ne more priti do kraja tega podjetja, ker bo bil nek nadzor. Vsaj tak, kot je bil v času socializma, ne? Ko niso nekomu pustili, da je lahko neomejeno kradel. To se je zgodilo, to se je dogajalo v ogromno primerih. Ne? V tem primeru sem pa jaz izjemno razočaran nad nami vsemi, ne? Da smo vsi skupaj lahko to dopuščali. Ne? Jaz sicer vam odkrit povem v tem smislu tega, kaj delam zdaj. Jaz študentom dam vsako leto do zdaj vse, kar sem pisal v zadnjih 20 letih. Ne? Naj pogledajo, naj sami presodijo moje odgovornosti. Vse eni so bolj plašni, eni manj, pa kaj rečejo direktno. Ne? Nimam nobenih težav s tem. Ne? Marsikaj, jaz moram reči, te slabe stvari, ki sem jih nekatere tudi predvidel, da se bojo dogajale, sem podcenil, da se bojo tako grdo zgodile, kot se vse. Ampak dobro, to je nek zgodovinski diskurs, neko učenje. Ne? Ampak to, kar nekateri, ne sam jaz, zdaj le opozarjamo, kaj se dogaja. Ne? Ali je to slaba banka, ali je to z generalnim upravljanjem podjetij, ali z, bom rekel, nekimi vidiki, ne vem, kako imamo organizirano zdravstvo in tako naprej. Ne. Noben ne sliši, noben ne posluša. Ne. Zdaj, jaz nočem izpeti kot tist pameten, ker sem že zadnjih 20-25 let vedel, kam gremo. Ne. Ampak kljub vsemu, ne,
tiste temeljne razprave nimamo, je tudi omejena, tudi zato, ker si je pač ta naša elita, ki je imela očitno neko svojo vizijo bogatenja, si je tako prilastila verjetno tudi nek diskusijski prostor ali ne vem kaj, predvsem pa prostor odločanja, da kakorkoli smo lajali, ali pa tudi če bi šli kocke metati pred parlament, se take, ki so bili mečkam posebni, veste, ta družba izvrže. Dajte vam dam primer zadnji, ti zdravniki, ki so začeli pošteno opozarjati na probleme notranje, se ne, da so jih odpustili, niti jih niso ubili, ampak lejte, v tem okolju je boljš, da gre. In so to šli. Ker si izločen. Ker si najprej te že kot bolnika gledajo, pa si ti, se nam gre dobro. Veste, to deli in vlade, kruha in iger, ta princip je pa seveda kar deloval v zadnjih 20 let, do seveda tega, da zdaj smo pa kar naenkrat v tem, da ni, pa vam povem, da še vedno je, elita še vedno vidi denar, veste, ta denar, teh 5 milijard, pa to je velik denarja, evropski denar 3 milijarde, to je velik denarja, in to je, seveda, primerna vloga države, koliko, jaz pravim, moj denar, ki ga dam z davki, to je težko prislužen denar, država z njim dela kot svinja z mehom, pa če tudi je to denar, ki si ga zdaj sposodila, pa ga bojo mogli ne vem kdo plačati za nami, In te kulture, ki je po eni strani kapitalska, lastniška kultura, čisto kmečka logika, do te politične kulture, kako se organiziramo, kako smo soodgovorni. Veste, mene sindikati že malo grdo gledajo, ker mislijo, da jaz njih krivim za vse, kje pa, so te strukture, o katerih sem zdaj govoril, veliko bolj odgovorne. Ampak po drugi strani smo vsi soodgovorni. Kje so bili, ko so se delali te barabije v podjetjih? Pa ker sem jim tudi jaz predaval, pa pisal te stvari, pa bi lahko oni rekli, se mi smo res malo na drugi strani, pa dajmo nekje sistematično na to odgovoriti, pa prevesti to v nek bolj populističen jezik, če že jaz nisem bil tako razumen, ali pa kdorkoli drug, če jaz rečem, jaz nisem bil edini, ampak te zadeve nekako niso jih primerno odigrali. In seveda tudi sindikat kot tak, jaz ga danes razumem, da še vedno bije tisto razredno bitko. Po en strani govorimo o nek liberalizem, ki ga nikoli ni bilo, ampak je bilo predatorstvo. Pravi liberalizem je bil, da imamo upravka z ljudmi, ki se za svoj kapital dolgoročno postavljajo, borijo in da je to tudi temelj celega organiziranja znotraj podjetja. Tega mi nismo imeli. Pa še česa drugega, da se razumemo na vseh ravneh te družbe. Do tega, da so se zapirali, delali lokalni monopoli, skrivali za nacionalnim interesom, za nekim kvazi državnim lastništvom, če hočete in tako naprej. Vse tisto, kar tudi levičarji, Wallerstein in tako naprej označujejo kot neke vrste oligopoli, in pravilno pravijo, da je to značilnost še posebej za mejhne in pa zaprte družbe in to je to, ampak seveda pol se mi zdi, da nadgradijo v to smer, da je rešitev ista kot se pravi iste aktivnosti, kot so nas pripeljale v tako stanje. Zame je pa rešitev odpiranje, prepoznavanje izzivov, odpiranje dvosmerna cesta navzven in da tujina na pravi način prihaja noter, seveda pa poskrbeti za tiste temelje te družbe. In temelje te družbe jaz vidim v nekaterih zelo pomembnih podpornih sistemih, se pravi zdravstveni sistem, tudi ta reforma zdajle, ki jo kar malo uglašujejo v teh koalicijskih, ni ta prava. Seveda vsi ti sistemi pokojninski in tako naprej, se pravi celotno okolje, ki vpliva na kakovost bivanja, ne samo poslovanja. In to bo v tem novem svetu izjemno pomembno. A veste, če greste, ne vem, v Peking, na Kitajsko, zdajle tudi v jasnem dnevu ne vidite sonca čez cel dan, ker je toliko tistih prašnih delcev. Ne mi reči, da si želite tam živeti. Bomo pa prisiljeni, če bo edin tam možno kruh zaslužiti, pa kakršenkoli že bo. Se pravi, mi moramo poskrbeti tle, da bo ta dinamična, ustvarjalna družba, ki bo vrednost dalo mednarodno okolje. Lejte, v mehkem segmentu drugemu, razen če gremo res v tisto ruralno skupnost, kjer bom jaz delal, pa že tu nismo samo zadostni več, in bomo težko, jaz krompir, vi solato, pa bo vam menavala. Ampak jaz ne verjamem, lahko da je to za nekoga imperativ življenja, iti pod drevo, pa na Šmarno goro, pa cel dan v luft gledati, pa filozofirati. Jaz mislim, da za večino ljudi ni to perspektiva, ampak si želijo napredka, tako kot si Kitajci želijo napredka in jim ga ne moramo vzeti. In je ključno vprašanje, ali bo to tak napredek, da bo ta svet preživel, tako in drugače, ali bo kaj drugega. Prav, ljudje še si želijo napredovati in to v čim bolj tudi, bom rekel, v končni fazi, da ni razlik med nami. Poglejte, meni so neke vrste zgled te skandinavske družbe, ker jaz bi si želel živeti v družbi, kjer je čim manj neenakosti. Ampak ta neenakost mora biti posledica naše vključenosti, vpetosti, prispevka, ne pa rentništva, ali na osnovi kapitala ali lenobe.
Jaz tle ne vidim bistvene razlike v tem smislu. Oboje je destruktivno. To rentništvo kapitala bo slej ko prej tudi ta kapital. In to tudi Piketty zadosti ne gre po nosilcih. A veste, ta kapital zelo pogosto, ne, so družine, ki propadajo in tako naprej. Ne. In kot rečeno, še enkrat se vračam k temu, novodobni kapitalisti, tudi svetovno eno primerjavo ima, mislim, da je šlo za 500 milijarderjev, je približno polovico je takih, ki so sami ustvarili to. Ne. Se pravi, manj kot v ZDA. Ne. Že to vam mogoče lahko na nek način pokaže, da je tam kljub samo bolj dinamična družba, kot pa kje drugje v svetu, ne. Kjer imajo tudi milijarderje. Ne. Ja, hvala vam, profesor Jaklič. Ja, hvala vam.